Dobrodošli nazaj v našo družbo in že je čas za dobro z dobrim. Tema bo pa glina kot material za ponovno uporabo, kot naprimer za pogrinjke ali kakšno drugo ekološko uporabo. Naša gostja bo pa Anja Slapničar in pa seveda Primož Černelč, ki je koordinator programa Dobro z dobrim, vse te dobre krožne zgodbe, tako da mene že prav zanima, kaj vse lahko postane glina. Glina je fina, glina je prima glina. Glina mi je všeč. Rok, kaj pa tebi? Ja, tudi meni se glina izredno dopade in danes bo govora ravno o tem, s tem, da bomo govorili o urbani glini. Se pravi glino, ki jo dobimo verjetno iz mestnega okolja. Kaj več o tem pa bo povedala Anja Slapničar. Na začetku pa kot vsak teden v rubriki z dobrim pa bo na začetku spregovoril še nekaj besed. Primož Černelč. Primož, izvoli, beseda je tvoja. Ja, hvala. Dragi gledalci, dobrodošli ponovno v rubriki Dobro z dobrim, kjer vsak petek pripovedujemo krožne zgodbe o trajnostnih produktih, storitvah in rešitvah. Danes imamo spet zelo nenavadno in zanimivo zgodbo. Recimo, mislim, da še nikoli nisem menil, jaz sem drugače po osnovni izobrazbi arhitekt. In kot takega me je vedno fasciniral gradbeni material. In čeprav danes recimo z nekimi visokotehnološkimi objekti, gradnjami vgrajujemo, ne vem, izolacije, potem jeklene konstrukcije, so to vse neki materiali, ki jih je potrebno od zelo daleč pripeljati, uvoziti, predelati, s tem se več energije porablja in to seveda tudi škodi okolju. Seveda se pa včasih ni tako gradilo. In kaj je zanimivo, ponovno se vračamo k tej praksi. Recimo včasih je bilo nekaj čist normalnega, da se je brunarica zgradila iz tistih debel pa dreves, ki so bila tam v neposredni bližini. Pač podobno velja za recimo, ne vem, kamnite zgradbe. Recimo v Istri so kamnite objekte zgradili preprosto iz okoliškega kamna in s tem hkrati tudi izčistili polja, da so lahko potem orali, Torej, dve dobri stvari hkrati, Tako, Seveda je pa en zelo tradicionalni material za gradnjo, pa tudi vsestransko uporaben, je glina. Recimo, mogoče se spomnite butanih hiš, ko so bile iz butane gline, pa ojačane z trstiko in s tem. In tudi ta glina se je našla na lokalnem kraju. No, to pa nas zdaj pripelje v današnjo zgodbo, ker verjeli ali ne, Ljubljana leži na zelo velikem bogastvu. In sicer Ljubljana leži na nahajališču gline. Povsod, kjer zakopljemo, najdemo glino v Ljubljani. Seveda pa danes v Ljubljani ne gradimo glinenih hiš, ampak glina je kljub temu vsestransko uporabna, če ne druga, že od nekdaj se uporablja za keramiko. Tako da vabim Anjo Slapničar, da pove, kaj v resnici je urbana glina, kaj vse se da iz nje narediti in kaj so njene glavne prednosti. Primož, najlepša hvala za tale uvod, uverturo in seveda še naprej uspešno delo, pa se vidimo spet drug teden v rubriki Dobro z dobrim. Anja, tebe pa res kar povabim semle, pa da se dotakniva malce tele urbane gline. Najlepša hvala najprej za ta topel sprejem v tej res čudoviti delavnici, se tako reče sploh pri glini. Tako, delavnica, tukaj trenutno se pa nahajamo v galeriji. Lepo pozdravljen. Ja, najlepša hvala. Torej, Anja, da mi sploh povej, kako si se sploh odločila, da se boš začela ukvarjati z glino? V bistvu z glino sem se ukvarjala že od samega otroštva. Mama je v meni prepoznala, da pač mi sede kreativnost, izdelava iz različnih materialov in me tudi v bistvu že kar pri 5 letih vpisala na tečaj. Tako da sem v bistvu z glino se ukvarjala skozi otroštvo, tudi ko sem hodila v osnovno in srednjo šolo, sem opravljala različne tečaje. No in potem, ko sem končala študij, jaz sem po izobrazbi geodet, v bistvu sem dokončala ravno v času recesije in takrat ni bilo služb za geodeta. In tako sem se potem rekla, ok, mogoče pa lahko probam z glino in s keramiko služiti tudi denar. In se potem odločila, čistko iz okoliščin, da bom delala tudi
profesionalno. Vsaka stvar je pač za nekaj dobra in vse jaz verjamem, da se zgodi z namenom. Tudi to pomanjkanje služb se verjetno ti je nekako te je približalo tvoji strasti, ki pa ne nazadnje je glina. Zakaj pa urbana glina? Zakaj se nisi odločila, zakaj pa ne bi zdaj gline kar pripeljali iz ene Nemčije, pa bi jaz tukaj delala ene lepe lončke, ampak ne, ti si rekla, jaz bi pa tukaj glino iz Ljubljane in okolice seveda. V bistvu potovala sem po svetu, bila na različnih razstavah in vedno, ko sem komunicirala z raznimi oblikovalci, keramiki, je bilo eno pogostih vprašanj, iz kje imaš pa ti glino, ne? In potem so vedno, iz kjer so bili, so rekli, jaz sem iz Singapurja, jaz imam iz tukaj glino, ne? Jaz sem iz Japonske, jaz imam iz tega pa tega kraja glino, ne? In se mi je začelo v bistvu postajati vprašanje zanimivo, zakaj pa jaz recimo nimam gline iz Slovenije, ne? In tudi, če pogledamo čist statistiko, običajno slovenski keramiki uporabljajo nemško ali pa kakšno drugo tujo glino. In potem mi je bilo to zanimivo, zakaj, ne? In se začela spraševati razne sodelavce, kaj je v bistvu, zakaj je to razlog temu. In potem je bil odgovor, nobenih ne proizvaja ali pa niso dovolj dobre in tako naprej. In pa sem v bistvu sama začela raziskovati, opazovati okolje, v katerem sem. In v bistvu prvi stik s to glino, ki sem jo našla v naravi, je bil pravzaprav v gradbenem jarku, kjer sem delala kot geodet, merila za neko napeljavo. In v bistvu, ker mi je glina bila poznana, sem se jo sam dotaknila in sem v bistvu takoj prepoznala, da je to glina. No in potem se je pač sprožil en tak plaz raziskovanj. In zdaj že nekaj let delaš slovensko glino. Kako bi jo opisala? Kakšne lastnosti ima? Tako, ko mi opišemo Slovenijo nekim tujcem, ne? Rečemo, imamo morje, imamo nižine, imamo gore, ne? In vse je v bistvu strnjeno na eni taki majhni površini. In tako bi jaz lahko podobno pisala, da imamo v Sloveniji zelo različno geologijo, strnjeno na zelo majhni površini, ne? Tako da imamo to raznolikost in v bistvu zelo veliko bogastvo različnih materialov. Kje si pa ti vse po Sloveniji torej že nabirala glino? Seveda največ v okolju, kjer sploh delujem, živim, torej v Ljubljani. Tukaj imam veliko takih priložnosti, kjer v bistvu se lahko po ulici sprehajam in potem zagledam neko gradbeno jamo ali pa lani, ko so preurejali Tržaško cesto, kjerkoli v bistvu je neki skop, jaz v bistvu opazim glino, imam kar oko že natrenirano in kar tako zoomiram noter in začnem raziskovati. Potem pa seveda kraji, s katerimi sem čisto povezana. Moj rojstni kraj, Novo mesto, ogromno glin sem raziskovala tam, potem pa tudi po krajih, kjer potujem, čist slučajno, oziroma delam tudi projekte, ki so pa v bistvu lokacijsko vezani na kraj. Torej, če nek naročnik želi produkte iz tega materiala, od koder je on, oziroma od koder deluje, potem v bistvu se naredi ta povezava, kakor nek odtis te lokacije v funkcionalni keramiki. Moram reči, da Mestna občina Ljubljana ti je šla kar nasproti z vsemi temi deli, ki se dogajajo trenutno po Ljubljani, tako da tudi v teh trenutkih lahko najdeš marsikaj, če se sprehajaš po ljubljanskih cestah. Veš, kaj me pa zanima, kako pa poteka sam proces, torej od nabiranja gline do končnega izdelka? V Ljubljani je trenutno ogromno gradbišč, zelo so zanimiva, ne? In proces poteka tako, da v bistvu najprej material nabereš,
To zgleda pač recimo kakor nek tak kos. Oprosti, veš, kaj me še zanima? Če prideš recimo ti do nekega gradbišča, a lahko kar tam rečeš, jaz bi pa malo gline izkopala, kako gradbeni delavci ponavadi odreagirajo na to? V bistvu ja, ravno to naredim, ker so mi gradbišča, mi niso tuja, ne? In mi je dost domače biti v samem gradbišču. Tudi vem, kako poteka proces na samem gradbišču, ne? Tako da mi ni problem iti do nekega gradbenika oziroma nekega delavca, ga vprašati, kaj vi delate tukaj, a bi lahko mogoče začela raziskovati vašo glino. In ponavadi so veseli, ker so itak zdolgočaseni, a ne? In jim je v bistvu ful všeč, a ne, da mi lahko pomagajo in nakopljejo glino, jaz prinesem vedra oziroma pač tudi sama pomagam, a ne? Tako da v bistvu ta proces tega je kar tako zabaven, moram reči, ne. Ja, ker res iskreno, ne, ko pomislimo na glino, pomislimo, to pa je skopano v nekem glinokopu, si bolj vedno predstavljamo neko okolje gozda, ne toliko urbanega okolja. Ja, no, pa tudi urbano okolje včasih bil gozd verjetno, ne. In zdaj, ko se nahajamo v Ljubljani, to je v bistvu kotlina, ne, in vemo, da se v vseh nižinah nabira glina. Ker glina je pa v bistvu razdrobljen nek kamnit material, ki v bistvu z gravitacijo in z vodo v bistvu potuje proti nekim nižinam, ne. Anja, najlepša hvala zaenkrat za vsa ta pojasnila. Čisto na kratko se bomo preselili v glase, potem pa se spet vrnemo, zdaj imam še kar nekaj zanimivih vprašanj, tako da ne hodite daleč, prav kmalu se vrnemo z Anjo Slapničar, tukaj le s Tržaške ceste, govora bo o urbani glini. Se gledamo. En lep pozdrav tukaj le s Tržaške ceste. Danes je govora o urbani glini, pogovarjam pa se z Anjo Slapničar, lahko rečemo mojstrico gline, keramičarko. Kako se sama sebe kličeš? Ja, lahko bi se klicala keramičarka. No, potem te bom pa tudi jaz klical keramičarka Anja. Prej sva govorila o samem procesu, kako dobiti glino iz urbanega okolja. Omenila sva kar nekaj, da pridobivaš glino iz gradbišč in podobnega. Kako pa se potem nadaljuje proces? Dobila si torej glino v vedrih, kako pa potem pride do končnega izdelka? Torej, potem, ko glina pride do studia, se najprej pripravi manjše grude, tako da se čim lažje posuši, ne. In tukaj imamo pač en primer, tale je specifično iz gradbišča Kolizej, kjer so lani naredili ogromno jamo. In potem se popolnoma posuši, to je en ključen korak. In naslednji korak je, da se na to doda vodo. Voda v bistvu ta suh material popolnoma razpusti in glina se spet v bistvu spravi nazaj v neko tako zmes plastično, a ne. Se opravičujem, kako pa sploh narediš, da se taka velika gruda razdrobi? Ali to ročno razdrobiš, imaš kakšen stroj? Ja, nekatere gline običajno ročno s kladivom, nekatere gline se v bistvu dost lahko same, v bistvu se kar drobijo, ne. Ene so pa močnejše povezane, tiste je pa treba mogoče malo bolj zdrobiti. No in potem, ko je namočena v vedrih, pa uporabim eno mašino, en stroj, zgleda podobno kot mikser za beton, tako da se ta zmes popolnoma homogenizira. Da ni nikakršnih grudic. Tako, da je ta glina popolnoma zmešana z vodo. No in potem pa uporabim sita, za prvo fazo najbolj fino sito. In to tekočo, gosto zmes spustim čez sito, pomagam si še s čopičem. In v bistvu vse, kar pride ven, je potem čista glina, zelo fina, gladka. Vse, kar pa ostane na situ, pa v bistvu naknadno prečistim in še enkrat čez različne velikosti sit dam. Tako da tukaj imamo tudi na mizi že sprocesiran ta material.
in v bistvu različne gradiente velikosti teh delcev potem lahko nazaj umešam v glino v nekih procentih, ki so še ok v tej mešanci. Tukaj imamo recimo iz logatca eno vijoličen material, tukaj imamo recimo iz rožnika, tudi na rožniku so gradbišča in pod rožnikom. In potem tukaj imamo recimo pesek iz Save, ne. In ta material se v bistvu lahko potem umeša nazaj v samo zmes, iz katere se potem izdeluje. Potem je pa še en ključen korak, da jaz v bistvu moram vse testirati, ker ne vem, kako se nek material obnaša. In primarni test je ponavadi takle, da v bistvu vzamem košček tega materiala, ga dam na ploščico in v peč na visoko temperaturo. Tam se v bistvu ali ostane v tej trdnem stanju, ali se pa lahko tudi stali. In potem v bistvu naprej sklepam, zakaj bo dober za uporabo, ali bo to telo, ali bo to glazura. Lahko ga še modificiram z različnimi drugimi materiali. No in potem v bistvu naslednji korak je pa že priprava ploščice. Tale specifično je iz Rožne doline glina, ogromno gradbišč je tudi po Rožni dolini. In potem ta ploščica se spet testira na različnih temperaturah, ne, in recimo tukaj imamo različne ploščice glin na 900 stopinjah, ne. Običajno je ta barvna lestvica ponavadi dosti oranžna na tej temperaturi, ko pa gremo na višjo temperaturo, imamo pa že neko večjo variabilnost teh materialov. In ogromno glin po Sloveniji in po Ljubljani je v bistvu bordo rdečih, ja. In tudi recimo tale primer, tole je v bistvu 100% glina iz Rožne doline tudi, tako. Wow, moram reči, izredno lepi izdelki. Ali se kdaj zgodi, da potem mešaš različne gline iz različnih lokacij, da dobiš eno idealno zmes? Ja, to je dobro vprašanje, ker seveda vsaka glina iz ene lokacije ima specifične lastnosti in potem za namen uporabe je včasih potrebno prilagoditi te atribute, tako da ali dodam neke peske, ali dodam nek material, da je bolj plastična, ali dodam nek material, da bo zdržala višje temperature, ne. Tako da v bistvu mešam tudi med sabo in recimo tale krožnik je primer tele bleščice, so v bistvu iz mariborskega Pohorja, kakor en del razpadenega granita. In pa potem osnovna glina je pa iz Nemil pri Kranju, tako da je neka kombinacija recimo čisto zaradi izgleda tukaj v tem primeru. To so pa naši konci. Tako da lepo, moram povedati, res sem navdušen nad temi glinenimi izdelki. Torej, kaj pa temperatura? Omenila si 900 stopinj, ali za različne izdelke uporabljaš različno temperaturo ali je to neka konstanta? V bistvu tukaj v tem studiu se dela uporabna keramika, žgana na visoki temperaturi. S tem dosežemo neke bolj močne materiale, močnejše lastnosti. Delci so bolj staljeni, bolj povezani. Tale, ki sem pa prej omenjala 900 stopinj, je pa v bistvu en korak vmes, da dosežem višjo temperaturo, kajti na 900 stopinjah pečena keramika je potem primerna za glazuro dodati. In ta je še dosti porozna, da to glazuro vpije. In potem naslednji korak je pa končna temperatura, tam recimo okrog 1230–1250, da se dokončno glina razvije v finalno barvo, v finalen izgled. Kako veliko peč pa imate? Verjamem, da to vseeno je kar energetski zalogaj, da spraviš glino na tako visoko temperaturo. Pa je ta peč, kako velika je, za koliko keramike? Trenutno imamo v studiu eno manjšo peč, električno, ki se žge do 1300 stopinj. Gradim pa tudi večjo peč, ki bo imela recimo 3 kubične metre volumna, vendar ta ne bo v Ljubljani. Ta bo pa se v bistvu kurila na drva, na en tak bolj tradicionalen način, kjer pa bodo v bistvu temperature še višje.
In tudi v bistvu sam energetski vložek žganja keramike na drva je potem tudi dosti bolj zahteven in višji. Tako da ponavadi se žge recimo 2-3 dni. In pač tudi ogromno drv porab. Glede na to, da smo v Sloveniji, imamo pač tega dosti na voljo in tudi v bistvu ponavadi se uporabljajo kakšni ostanki nekih proizvodenj, da pač ta les ni, da je še v bistvu sustainable. Kaj pa nasploh zanimanje za keramiko in izdelke z gline, kako je s tem v Sloveniji, ali se spet nekako vračamo nazaj? Ja, mislim, da je zdaj nekako, ja, se prebujamo, se dogaja, v bistvu zanimivo vprašanje zdaj, ki se postavlja pri vseh produktih, ki jih uporabljamo v vsakodnevnem življenju, odkot je ta material, odkot je ta hrana, in v bistvu je to vprašanje zdaj se mi zdi dosti na mestu, in tudi pri keramiki se lahko pač to vprašanje vprašamo, odkot je ta glina, ker glina vemo, da je za prevoz gline potrebno ogromno količino energije, in to je težek material, to keramiki ponavadi na leto porabijo par ton tega. In spet, da ta material se pripelje iz drugega konca Evrope, spet ni prijazno do okolja mogoče, in zakaj pa ne bi uporabili gline, ki je dejansko pred tvojimi vrati, pod tvojimi nogami. Kaj pa ti pri samem procesu ustvarjanja keramike vzame največ časa? Je to nabiranje materijala, sam transport, predelava ali na koncu izdelava in peka, se pravi izdelava končnega izdelka? Tukaj bi bilo, v bistvu največ časa je vloženega v samo nabiranje in procesiranje, ampak v tem tudi najbolj uživam, in v bistvu to je tudi eden od posebnosti keramike, ki se dela v tem studiu. Tako da je v bistvu poudarek predvsem na tem, da pač je glina iz tukaj in da je glina naša. Anja, kje pa lahko kupimo sploh vaše izdelke ali jih najdemo? Se da kupiti prek spleta ali samo v živo? Lahko se uživa tukaj v galeriji ali pa prek spleta. Sicer nimam še spletne trgovine, ampak se vse da dogovoriti. Torej, mislim, da smo spletno stran tudi objavili v naši grafiki, tako da si pogledajte, katere izdelke pa vse imate. Se pravi, tukaj imava neke lonce, skodelice, kaj še vse se da dobiti. V bistvu, glavni del proizvodnje je v bistvu namenjen uporabi v vsakodnevnem življenju v kuhinji, v bistvu v povezavi s hrano in pijačo. Ogromen del keramike je čajne keramike, tudi tukaj je močna povezava in pa seveda krožniki, sklede in tako naprej. Pa čisto iskreno se ti zdi, da ko pijemo recimo iz takele naravne glinene skodelice čaj ali kaj drugega, doprinese tudi nekaj k okusu, a ne? Ja, tako pravijo, oziroma tudi sama raziskujem, že čisto psihološko, če pijemo nek čaj recimo iz steklenega kozarca ali pa iz neke ročno narejene, v bistvu že to je nek trigger. Potem pa seveda tudi v bistvu materiali vplivajo na sam okus, a se ta čaj pol vpije v telo gline in tam v bistvu nabira in akumulira ta okus in tako naprej. Anja, najlepša hvala za vsa ta pojasnila, da si nam malce približala urbano glino. Jaz ti želim še veliko uspešnega nabiranja, predelave in seveda krasnih končnih izdelkov in da boš še vedno tako strastno počela to, kar počneš. Hvala in lep pozdrav. Ja, tako. Toliko za enkrat tukaj le s Tržaške ceste, le oglasite se kaj mimo Tržaška cesta 36, tukaj le imajo čudovit studio, takole glineni izdelki na lesenih policah, res en tak prijeten občutek je že, ko stopiš v prostor, tako da če imate le čas, se oglasite ali pa preverite seveda spletno stran, kjer so tudi izdelki objavljeni. Toliko za enkrat o urbani glini in se gledamo prav kmalu. Čau!